Jezus je spet šel v shodnico in tam je bil človek, ki je imel suho roko. Prežali so nanj, ali ga bo ozdravil v soboto, da bi ga tožili. Tedaj je rekel možu s suho roko: Vstani in stopi v sredo. Njim pa je rekel: Ali se sme v soboto delati dobro ali zlo? Življenje rešiti ali uničiti? Ti pa so molčali. Jezno jih je premeril z očmi in žalosten nad zakrknjenostjo njihovih src rekel človeku: Iztegni roko. Iztegnil jo je in roka je bila ozdravljena. In farizeji so tako odšli in se s Herodovci posvetovali zoper njega, kako bi ga umorili. Jezus se je s svojimi učenci umaknil k jezeru in velika množica iz Galileje je šla za njim. Tudi iz Judeje, Jeruzalema, Idumeje, dežele onkraj Jordana ter iz okolice Tira in Sidona so prišli k njemu, velika množica teh, ki so slišali, kako velike reči je delal. Tedaj je rekel učencem, naj bo zanj pripravljen čoln zaradi množice, da ne bi pritiskala nanj. Veliko jih je namreč ozdravil, zato so vsi, ki so jih zadele nadloge, silili za njim, da bi se ga dotaknili. Kadar so ga nečisti duhovi videli, so padali preden in vpili: Ti si Božji sin. Vendar jim je odločno zapovedal, naj ga ne razglašajo. Nato je šel na goro in poklical k sebi, katere je sam hotel, in odšli so k njemu. Postavil jih je 12, ki jih je imenoval tudi apostole, da bi bili z njim in bi jih pošiljal oznanjati, ter bi imeli oblast izganjati demone. Postavil jih je torej 12, Simona, ki mu je dal ime Peter, Jakoba, Zebedejevega sina, in Jakobovega brata Janeza, katerima je nadel ime Boanerges, to je sinova groma, Andreja, Filipa, Bartolomeja, Mateja, Tomaža, Jakoba, Alfejevega sina, Tadeja, Simona Kananeja in Juda Iškarjota, ki ga je izdal. Nato je prišel v hišo. Spet se je zbrala množica, tako da še jesti niso utegnili. Ko so njegovi to izvedeli, so odšli, da bi ga na silo odvedli, kajti govorili so, da ni priseben. Pismouki, ki so prišli iz Jeruzalema, so govorili: Belcebub ga je obsedel in s poglavarjem demonov izganja demone. Tedaj jih je poklical k sebi in jim v prispodobah govoril: Kako more Satan izganjati Satana? Če je kraljestvo samo proti sebi razdeljeno, takšno kraljestvo ne more obstati. Če je hiša sama proti sebi razdeljena, takšna hiša ne more obstati. Če se torej Satan vzdigne sam proti sebi in se razdeli, ne more obstati, ampak je konec z njim. Nihče ne more vdreti v hišo močnega in mu izropati premoženja, če močnega prej ne zveže. Šele tedaj bo izropal njegovo hišo. Resnično povem vam, človeškim sinovom bo vse odpuščeno, grehi in kletve, kolikor jih bodo izrekli. Kdor pa preklinja svetega duha, vekomaj ne bo dosegel odpuščanja, ampak ga bo greh večno bremenil. To je povedal, ker so govorili: Nečisti duh ga je obsedel.
Tedaj so prišli njegova mati in njegovi bratje. Stali so zunaj, poslali pon in ga poklicali. Okrog njega je sedela množica in so mu rekli: Glej, tvoja mati, tvoji bratje in tvoje sestre so zunaj in te želijo. Odgovoril jim je: Kdo je moja mati? In kdo so moji bratje? In ozrl se je po tistih, ki so sedeli okrog njega, in rekel: Glejte, to so moja mati in moji bratje. Kdor namreč uresničuje Božjo voljo, ta je moj brat, sestra in mati.